bi rad ob prazniku svete družine razmišljal tudi o jaslicah, ki jih imamo tu v naši cerkvi, ki so jih postavili mladi animatorji. Na 5 mestih so. In če so tako razporejene, je morda začetek jaslic sveta družina, tukaj pri oltarju, kot središče in lahko bi rekli zaključek jaslic, da je to. Lahko začetek in sklep. Prvi del pa bi se ostavil na vaši desni strani, kjer je Noetova barka, tisto bučeče morje, modrina, dežja, vode. In v Svetem pismu se že piše o grehu človeka, o hudobiji in Bog hoče vso hudobijo odstraniti, ker uničuje človeka, življenje. In da Noetu naročilo, naj naredi ladjo, da reši svojo družino. Noe je mož in oče in on rešuje svojo družino. Na ladjo zbere ženo, 3 svoje sinove, ki so vsi poročeni. To pomeni družine svojih sinov. Morje, voda lahko predstavljajo številne nevarnosti in dogodke, ki lahko človeka uničijo. In Noe naredi tisto, kar zmore. In ko rešuje svojo družino, ker je to nekaj najbolj dragocenega, rešuje poleg tega še vse ostale stvari. In imamo gor na barki živali vseh sort, vse možne življenja. Ampak če človek rešuje tisto, kar je bistveno, potem bo rešil tudi druge stvari. Če rešuje tisto, kar ni tako pomembno, ta glavna stvar se bo pogubila. In kmalu po reševanju družine lahko gremo po Svetem pismu do Abrahama, ki prosi za to mesto, ki je tukaj na vaši levi strani, Sodoma in Gomora. Gor divji oblaki, pada ogenj z neba, ki bo uničil vse, potolkel vse, kar je živo. Zato, ker je taka hudobija, ta greh, taka zloba pri ljudeh, da se ne da zdržati. In Abraham prosi Boga, pa se ne boš vse uničil, to morda je pa to, ki pa ni ta grešnik. In res se najde v mestu Lot, ki ima ženo in 2 hčeri, še ne poročeni. To bi lahko ocenili starost 15-16 let. In pošlje 2 poslanca k Lotu in te 2 poslanca ga prosita, dobesedno prisilita, zapustita kraj, zapustite ljudi, zapusti to življenje, ker bo uničenje. In če berete si to pismo, žena ni hotela zapustiti, verjetno tudi otroka ne, ker nimate še nobene prihodnosti. Zapustite okolje, ki ga poznam in je lepo, prijetno, ker sem navajen, ki vse stvari tečejo, ki so mi všeč. Ampak Lot kot oče, kot mož, naredil vse, da reši svojo družino, svoje 2 hčeri. In to reševanje ni bilo popolno, bilo neuspešno. Ko so zapustili mesto, se je žena ozrla nazaj in umrla. In ta mož, ki rešuje družino, postane vdovec, reši 2 hčeri, ostane brez žene in ti 2 hčeri ostaneta brez družine. In bi rekli, kaj je naredil? Mogoče si je samo očital od oče, boljše, da bi tam ostali, pa če bi vsi pobiti, ne pa zdaj trpeti
samote in mojega otroka, kakšna prihodnost, kako, kam gresta. Ampak še vedno lahko tukaj vidimo, da je ta oče in ta mož naredil tisto, kar je lahko. On je naredil vse v svoji moči. In koliko staršev čuti razočaranje in gleda nazaj, pa kje je napaka, pa kje je tisto, kaj še nisem naredil, da je ta otrok odšel, ne, on tak, pa se vidi moj zgled, se vidi naju, kako živiva. In lahko je taka odtojenost tudi v življenju moža in žene, tudi če ne to še telesno živi, ampak je lahko duhovno umrl in ostane tako kot to sam v življenju. Pa Bog ne ostane pri takem reševanju človeške družine, ampak gremo naprej po cerkvi in tukaj imate smerokaz. Določene stvari v življenju lahko človek tudi sam izbira. Vsega ne. Ne izbiramo staršev, ne značaja otrok, ampak lahko se odločamo, v katero smer damo življenjski korak. Ali proti Betlehemu, proti sveti družini, ali proti stvari, ki so bolj prijetne, lahke, ki so všečne, proti Sodomi in Gomori. To izbiranje je lahko težko. In tukaj vidite na vaši desni strani modre. 6. januarja bodo tu pri sveti družini. Zdaj so še oddaljeni. Ti modri so bili verjetno poročeni. To so bili možje. To so bili očetje. Ampak so iskali trdnost, resnico, zanesljivost. Ker če so pri sebi očetje in možje z zanesljivostjo, trdnostjo, potem lahko to dajo svojim otrokom. In to iskanje ni lahko. Koliko časa so bili na poti, koliko je iskanja v življenju. In ti možje niso odnehali. To je moška nepopustljivost. To je moška trdnost in prodornost, ki se ne ustavi. In so prišli do nazareške družine. In ko pridemo tukaj spredaj, na konec jasnic, ali pa na začetek, pridemo do svete družine, kjer sta Marija in Jožef in Bog Jezus Kristus. In ko pridemo sem, bi pričakovali, to pa je popolna družina. To pa je tista samska družina. Koliko stvari tudi sami govorijo o samskih stvari, ki se tudi preko televizije kažejo, pa je res ta družina nazareška popolna, samska. Če vi starši za svoje otroke, ki jih imate radi, želite najboljše, verjetno je tudi vaša želja, da bi našli dobrega življenjskega sopotnika. In potem tudi lepo praznovanje poroke, slavje. Sveta nazareška družina ni bila poročnega slavja, ni bilo poroke. Tisti začetek je bil okrnjen. Zaroka, ki je bila tako iskrena, je dala temelj njuni zakonski zvezi. In koliko skrbi pri starših, da bi tudi otroci imeli neko primerno bivališče, neko varnost, tudi neko gotovost. Sveta družina, brez doma, brez socialne varnosti, begunci na poti in družina, v kateri starši trpijo tudi zaradi tega, ker ni otrok. Imamo tukaj očeta, ki nima otroka, ampak skrbi za drugega otroka, ki mu je zaupal. Imamo družino, ki je samo za enim otrokom. Tudi ni polnost življenja, tako kot bi človek pričakoval. In te človeške predstave pri sveti družini so
so odmaknili. Drugih stvari, kar je predeležna sveta družina, od dogodka iz svetega evangelija, ki smo ga slišali, ne bom našteval, ampak dam še en poudarek, na katerega sem pomislil prav v letošnjem božiču. Sveta družina je bila zaznamovana s grešnostjo in svetostjo. Morda je drzna misel. Marija je bila sveta, brez greha, Božja mati, ker ni bilo mogoče drugače kot tako. Jožefov njej, cerkev ne izreka, da je živel brez greha. Celo življenje Jožefa je trud, prizadevanje, delo, garanje za svetost, je označen kot pravičen, največja oznaka, kar je možno za človeka, ki je na poti svetosti. In se je trudil po svojih človeških močeh, s svojimi napakami, dvomi, vprašanji, nerazumevanji. In tako je sveta nazareška družina združena z grešnostjo in svetostjo. In vsaka družina na tem svetu je deležna svetosti, pa žal tudi obremenjena z grešnostjo. Za Jezusa ni skrbel popolni krušni oče. Če bi bilo to najboljše za Jezusa Božjega Sina, bi gotovo Bog to naredil. Ampak ko je dal človeka, ki se je trudil, prizadeval, ki je imel vprašanje in dvome, tudi Marija je imela vprašanje in nerazumevanja. Tudi odgovor Jezusa je Marijo morda zabolel, ga ni razumela. Kolikokrat starši pridejo v stik z otrokom, pa se jih ne razume, kateri svet živijo, v katero smer grejo, pa kako se bo to nadaljevalo. In Marija te stvari ohranila v svojem srcu. Človek, ki ima drugega tako rad, stvari ohranja, ne pozablja, ne zametuje, ampak jih nosi v svojem srcu, v svojem življenju. In prav v tem stičišču svetosti in grešnosti je povabilo za nas, da bi se vedno znova priporočali sveti nazareški družini. Ker svetost nazareške družine ne gre po človeški popolnosti, ampak po poti svetosti njunih odnosov. Odnos med Jožefom in Marijo. Naj posvečuje odnos danes med ženo in možem naših družin. Odnos med Jožefom in Jezusom naj posvečuje odnos med očem in otrokom. Odnos med Jezusom in Marijo naj posvečuje odnos med otroki in materom. In če so ti odnosi presvetljeni z Božjo bližino, s svetostjo, v vseh nerazumevanjih in trenjih, če je to zorenje z blagoslovom Boga, potem lahko tudi naše družine postajajo svete. In Bog to želi, da bi bile družine svete, tudi v priprošnji k nazareški družini. Za matere, za očete, za može in žene, za otroke, pa tudi ne pozabimo za stare starše, ki dajo lahko veliko oporo, trdnost, zgled, smer svojim vnukom, pa tudi za nečake, za širšo družino. Zato bomo sedaj tudi v duhu spremljali molitev za otroke. Danes na praznik svete družine, ne samo za otroke, ki so sedaj tukaj prisotni, ampak za otroke v naši domovini, v širšem kraju, za otroke vse naše domovine. Naj Bog blagoslavlja, vodi, naj drži njihovo roko tudi na poti njihovega odraščanja.
pomagaj otrokom, da bodo rasli v modrosti in kreposti, v svoji dobroti jih blagoslovi. Naj te vedno bolj spoznavajo, ljubijo in posnemajo, varuj in vodi, njihovih staršev pa daj moč, da jih bodo vzgajali z modrostjo in ljubeznijo, ki živiš in kraljuješ in pomajš.